Info, Izo in vsi drugi dramovci, živijo. Od danes se lahko na javnih površinah zbere do 50 ljudi, seveda le, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo. Ponovno so dovoljeni treningi in tekme vseh športnikov, prav tako se od danes naprej lahko odprte vse trgovine, gosti sok smetano pa lahko zdaj popijete tudi v notranjosti gostišča. To pomeni, da se je danes v službo vrnilo veliko odraslih in vi morda prav zdaj doma sami gledate televizijo. Če je tako, je naslednji prispevek namenjen prav vam. Pozanimali smo se, kako ravnati, če si sam doma. Če vam starši tega še ne dovolijo, pa si lahko prispevek o tem, kako čas sami doma preživljata Sofija in Viktorija iz Solkana, ogledate skupaj z njimi in se pogovorite o tem, kako poskrbeti, da boste čim bolj samostojni. Sofiji in Viktoriji starši popolnoma zaupajo. Dogovorjeni so, da jih ob vsakem dvomu lahko vedno pokličeta, pomembno pa je tudi, da se sami doma počutita varno in da ju ni strah. Dobro, ura je trenutno 12:47 in jaz sem lih končala za šolo večinoma, zdaj imam samo še zgodovino za narediti. Danes sem tudi pisala test od fizike in to je to za danes za šolo. In potem si bomo šle z Viktorijo najbrž pripraviti kosilo. In za kosilo bomo naredili bučke na domačem oljčnem olju, ker ima naš nono oljke, in svinjske zrezke s sirčkom na vrhu. Zraven pa bomo naredili še solato iz nonirnega vrta s mocarelo in pomidori, za sladico pa še priške jagode. Strokovnjaki pravijo, da ste lahko sami doma, ko ste za to zreli. To pomeni, da ste zmožni predvideti nevarnost in veste, kako se odzvati. Da na primer veste, kaj storiti ob požaru ali če kdo pozvoni pri vratih. Načeloma naj bi bili tako samostojni po 10. letu, odločitev o tem pa morajo sprejeti vaši starši. Zdaj pa bomo povedali malo o pravilih doma in karantene. Ok, glede pravil doma. Naši starši nam dajo 3 pravila. Zbudimo se najpozneje ob 9. Vse naredimo za šolo do časa, ko oni pridejo domov. In 3. pravilo je, da se ne prerivamo okoli ognja ali kadar kuhamo ali vrele vode, se ne smemo nič kregati, prerivati in to. In še eno pravilo je, da če grem kam jaz ali če gre kam Viktorija, da se moramo vedno vzeti za sabo, da ne eno pustimo doma in druga gre. Ne le vi, pomembno je, da se tudi starši držijo pravil in se vrnejo ob dogovorjeni uri.